Sklicujem zbor krajanov za območje celotne krajevne skupnosti Hrvatini. Dnevni red. Imenovanje organov zbora krajanov, problematika drog v krajevni skupnosti, okoliščine poseka Platalnic in Prese v kraju, problematika povezana z ohranitvijo samostojnosti osnovne šole Hrvatini, problematika psov in pasjih iztrebov v kraju. Komukole predlagam, da z dvigom rok potrdite dnevni red. Civilna iniciativa je bila za te točke, ne vem, zakaj bi mogli razširjevati zdaj točko razno. Spoštovani zbor, gospod predsednik, predlagam, da se točka razširi in sicer za točko razno predlagam zadevo kot krajanka krajevne skupnosti Hrvatini. Ste gospa Šavora? Ja, veseli. Je še kakšen drugi predlog povezan z dnevnim redom? Mislim, da je prvi predlog za razširitev, gospa ga bo prebrala, potem je treba v prvem predlogu za razširitev glasovati. Ukolikor ste za ta predlog, glasujete z zelenim kartončkom, tisti, ki so se preštejo glasovi, na to se pa glasuje proti z rdečim kartončkom. Potem pa, če imamo še drugi predlog za razširitev, je potrebno znova o drugem predlogu odločiti. In šele potem se nadaljuje po že določenem dnevnem redu. Hvala lepa. Spoštovani krajani, prosim, da zahtevate od predsednika sveta krajevne skupnosti, da v skladu z akti, ki veljajo v mestni občini Koper, podprete predlog za razširitev dnevnega reda oziroma da predsednik razširi dnevni red v skladu s veljavnim statutom. Hvala. Zato, ker je v nasprotju sklep, lahko bi dali, če bi bili korektna pobuda, bi jo lahko pisno dopolnili pred sklicem tega zbora. Boste prebrala, prvo je treba prebrati. Spoštovani predsednik, spoštovani krajani, predlagam umestitev na glasovanje verifikacijsko skupino oziroma organe zbora. In sicer verifikacijska komisija v sestavi Alenka Markežič, Barbara Beljak, Tulio Boštjančič, Dijana Avdić, Sara Jurjavčič, Oliver Vičič, Edi Ojo, Mitja Železnjak in Tinka Podjavoršek. Gospod predsednik, prosim, to je predlog, ki ga predlagamo za glasovanje za sestavo verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je preobsežna, običajno je verifikacijska komisija obsežna 3 člane. 3 člane. Vodstvo zbora obsega predsedujočega z 2 pomočniki, zapisnikarja, mandata verifikacijske komisije in overitev zapisnika. Verifikacijska komisija v sestavi, kot jo predlagamo, je bila imenovana z strani krajanov, torej predlagamo tisto, kar so predlagali krajani. Gospod predsednik, prosim, če date verifikacijsko komisijo na glasovanje. Imamo tudi predlog za druge organe, ki jih bom prebrala, spoštovani krajani, in sicer predlagamo tudi delovno predsedstvo. Delovno predsedstvo potem predlagamo tudi zapisnikarja, overovatelja in vse tiste organe, ki jaz imam podane predloge. Gospa, mi jemljete besedo, ste samo krajanka, vod v zboru. Spoštovani, jaz nisem samo krajanka, oziroma sem ponosna, da sem samo krajanka. Kje ste iz krajanka? Predlog za dnevni red je bil poslan s strani civilne iniciative. V ta namen je bil dobronamerno sklican zbor in prosim, da se držimo nekega reda. Lahko prosim, pa ne bo drugo. Jaz sem ga dal po predlogu, ki je prišel na sejo sveta. Gospod Gavrečič, prosim, da se nehamo sprenevedati. Ukolikor tudi v občinskem svetu pride predlog za razširitev dnevnega reda, je potrebno o tem predlogu odločiti. Zato vas prosim, vas pozivam,
da omogočite, da odločamo o tem predlogu. Ajde da vidimo zdaj, kaj bomo rekli. Dam ta predlog na glasovanje. Rekel to. Negativan. Kdo je za ta predlog? Kdo je za predlog? Negativan. In kdo je proti? Ok, predlagani predlog je zavrnjen. Predlagam, da Krajani predlagate vodstvo zbora. Spoštovani Krajani, spoštovani predsednik, ponovno predlagam vodstvo današnjega zbora. In sicer predlagam verifikacijsko komisijo v sestavi Alenka Markežič, Barbara Beljak, Tulio Boštjančič, Dijana Avdić, Sara Jurjančič, Oliver Vičič, Edi Ojo, Mitja Železnjak in Vika Podjavoršek. Spoštovani predsednik, prosim, če date predlog na glasovanje. Dajem ta predlog na glasovanje. To pa ja. Kdo je proti? Do mene. Ok, ugotavljam, da je predlog sprejet. Mi lahko podate člane, da si zabeležili. Ugotavljam, da verifikacijska komisija je ustanovljena. V skladu z statuti in določili je zbor veljaven, če je prisotnih 5 članov volivcev. To je naloga, rekel, komisije, predvsem. To, kar se pač prepisuje ime verifikacijske komisije, predlagam, da se zbor izjasni o predlaganem vodstvu zbora. Irena Paletič-Muženič, Sara Juljavčič in Rajko Golub. Kdo je za? Spoštovani Krajani, imamo drug predlog. Lahko predlagam, gospod predsednik, drug predlog. Lahko prosim, da se najprej ta predlog glasuje o tem predlogu. Ok, kdo je za predlagan predlog? Ok, ugotavljam, da je predlog zavrnjen in prosim, da Krajani podajo svoj predlog. Gospod predsednik, spoštovani Krajani, predlagam delovno predsedstvo in sicer za predsednico današnjega zbora predlagam občinsko svetnico gospo Olko Boškovič, notarko. Kot člana predlagam Tulija Boštjančiča in pa Oliver Vičič. Dajem podani predlog na glasovanje. Kdo je za? Ok. Kdo je proti? Dajem, da je večina za podani predlog. Predlagam, da delovno predsedstvo prevzame vodenje zbora in poskrbi za zakonitost in korektnost potekanja zbora, ki vam prepuščam besedo. Hvala. Pozdravljam vse prisotne. Obžalujem, da tukaj ni navzoč župan mestne občine Koper. Pozdravljam predstavnika občine Ankaran, kolikor je tukaj navzoč. Videla sem, zasledila tudi navzočnost predsednika naše sosednje krajevne skupnosti, Škofije, gospoda Edija Gasparja. Pozdravljam ravnateljico osnovne šole, kolikor je tukaj prisotna. V tej krajevni skupnosti živi več kot 2300 ljudi, več nas je kot v 15 najmanjših slovenskih občinah. Zato želimo imeti čiste račune in transparentno prikazane vse odločitve, ki jih za naše dobro sprejema svet krajevne skupnosti. Naj takoj na začetku poudarim, da nismo tukaj,
da bi rušili kogarkoli. Nismo tukaj, da bi kogarkoli zaničevali, ga poniževali ali pa obsojali. Vsekakor pa smo tukaj zaradi tega, ker želimo vodstvu te krajevne skupnosti in vodstvu mestne občine Koper povedati, da želimo bolj kakovostno in boljše življenje. Nedolgo nazaj so bili Hrvatini znani daleč naokoli po izjemno živahnem dogajanju. V zadnjih letih pa je to bolj ali manj spalno naselje. Vaščani se ne družijo, ne spoznavajo novih krajanov, pa ne da tega ne bi hoteli. Enostavno nimajo priložnosti za to, ker se tukaj dogaja gore malo. Pobudniki tega shoda si danes želimo mirne in argumentirane razprave. Čeprav verjamem, da se je v zadnjih 8 letih od zadnjega zbora krajanov v vas nabralo marsikaj. To boste lahko danes povedali vodstvu te krajevne skupnosti, zato tudi prosim za kulturen dialog.